sekund manjka, ampak ravno kar ste, mislim, da slišali, da konferenco snemamo. Ampak lep pozdrav v imenu Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije, Slovenskega nefrološkega društva in Zveze društev diabetikov Slovenije. Skupaj smo stopili ob Svetovnem dnevu ledvic. Jaz bi vam rad še povedal, da se naše društvo, pa tudi seveda vsa našteta, povezujemo tudi v širši regiji, tam od Poljske pa do Bolgarije dol, in smo ravno kar imeli skupni sestanek, kjer smo sklenili, da bomo letošnje leta in naslednja leta več pozornosti v tej regiji namenjali medsebojnemu vplivanju ali pa povezovanju, če hočete, interakciji posameznih torej bolezni različnih organov, torej ledvic, diabetesa in pa srca. In naša novinarska konferenca je prvi tak korak, čeprav smo v zgodovini že imeli konference z diabetiki, pa tudi z ledvičnimi bolniki in tako naprej. Skratka, ob Svetovnem dnevu ledvic, novinarska konferenca, ki ima naslov Zdravje ledvic za vse. Naši sogovorniki so primarij Matija Cevc, naš predsednik, potem docent dr. Andrej Škobrne, predsednik Slovenskega nefrološkega društva, Milan Ostrc, predsednik Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije in pa Robert Braton, predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije. Še za začetek vas prosim, da vsi, ki ne boste govorili, izklopite mikrofon, da ne bi motili drugih in da ne bi motili snemanja. Če kdo ne želi, da se njegova slika pojavi pri posnetku, pa naj še kamero izklopi. Po sami konferenci bomo izdali sporočilo za javnosti, tako da boste predstavniki novinarjev, da boste predstavniki tiskovnih in drugih medijev lahko tudi neposredno prebrali to, kar bodo naši sogovorci povedali. No in prvi govorec je primarij Matija Cevc, izvoli. Sam, da se dam na glas. Ja, pozdravljeni tudi v mojem imenu. Deloma vam je že gospod Zalar povedal, zakaj pravzaprav Društvo za zdravje srca in ožilja sodeluje pri organizaciji tiskovne konference ob dnevu ledvic. Seveda dejstvo je, da zdravstveni sistem, ne samo v Sloveniji, ampak povsod po svetu, je zelo specializiran in se usmerja vsaka specialnost zgolj in samo v svojo ozko specialnost in pri tem zelo pogosto spregleduje zelo jasen medsebojni vpliv. Namreč dejstvo je, da ledvice in srce in ledvice so izredno med seboj povezane in druga od drugih odvisne. To v današnjem zdravstvenem sistemu žal prepogosto spregledujem, kot sem rekel. Kardiologi se ukvarjajo s srcem, zdravniki za ledvice se ukvarjajo z ledvicami, ne vidijo pa dostikrat te povezave. In eden od namenov tega danes je, da opozorimo, da seveda telo je celovita skupek organov, ki so eden od drugega neskončno odvisni. Brez pljuč tudi srce ne more delati, brez ledvic tudi srce ne more delati in ledvice ne morejo delovati brez srca. In vedno znova se izkaže, da je pravzaprav ta povezanost zelo pomembna in kadar pride do motenj v tem, pride lahko do enega od pravzaprav zelo pogostih sindromov, ki ga imenujemo kardiorenalni sindrom, ki samo poudarja to zelo pomembno povezanost. Tak sindrom ima kar 40 do 50% bolnikov, ki jih sprejmemo v bolnišnico zaradi akutnega poslabšanja srčnega popuščanja. In 16 do 20% bolnikov s kroničnim srčnim popuščanjem ima tudi kronično ledvično bolezen in na nek način tudi ta kardiorenalni sindrom, čeprav za
ta sindrom je še nekaj posebej značilnega. Ne gre samo za to, da tisto, kar vemo, da kadar srce preslabo deluje, se s tem zmanjša pretok skozi ledvice in zaradi tega ledvice tudi slabše delujejo. Pri tem kardiorenalnem sindromu gre pa še za nekaj, izkazalo se je namreč, da tudi če srce pravzaprav še kar dobro prekrvaljuje ledvice, ampak da kri zastaja v trebušni votlini ali pa celo v ledvicah, to je tako imenovani venski pretok, da je moten. Takrat lahko pride do poslabšanja ledvične funkcije. In ta poslabšanje ledvične funkcije ima seveda za posledice to, da ledvica ne opravlja tiste svoje temeljnega poslanstva, ki odstranjujejo odvečne škodljive snovi iz telesa in uravnavajo vodno ravnotežje. In seveda, kada se to kopiči, po eni strani te škodljive snovi, ki lahko vplivajo na poslabšanje delovanja srca, po drugi strani, če ne izločajo dovolj vode, pride do zastajanja vode, do oteklin in podobnih, in to je tisto, kar je pravzaprav en od velikih problemov, ki obremenjujejo tudi srce. Zaradi tega moramo na to vedno znova pomisliti. In tisto, kar vam bo verjetno poznaje tudi, da sem ne povedal, dejavniki tveganja, ki vodijo v te zadeve, so praktično enaki tako za srčno-žilne bolezni, kot tudi za ledvične bolezni. Naprimer, povišan krvni tlak, ekstremno pomemben, zlasti tu za ledvice, sladkorna bolezen, starost, pa, kot sem že prej rekel, ta kardiorenalni sindrom se bistveno hitreje pojavi, kadar imamo že do določene stopnje prisotno okvaro enega ali drugega organa. Zaradi tega je ključnega pomena, da delujemo tudi preventivno. Preprečiti bi morali, da sploh do tega pride. In tukaj smo spet pri tistih znanih zadevah, o katerih v našem društvu ves čas govorimo, o zdravem življenjskem slogu, o telesni dejavnosti, s katero preprečimo ali pa saj odložimo v daljno prihodnost pričetek pojavljanja srčno-žilnih bolezni, pa tudi ledvičnih bolezni. Če mi z ustreznim življenjskim slogom preprečimo nastanek povišanega krvnega tlaka ali pa sladkorne bolezni tip 2, bomo s tem zaščitili ledvice, bomo zaščitili srce in na ta način tudi dosegli, da bomo v pozno starost živeli kvalitetno. Skratka, gre za tisto, kar vedno znova poudarjamo, treba se prehranjevati zdravo, temu rečemo poenostavljeno mediteranska prehrana. Zakaj mediteranska prehrana? Ker ta je najbližja tisti prehrani, na katero smo mi genetsko prilagojeni. Po drugi strani pa vsaj 30 do 60 minut dnevno zmerne, redne telesne dejavnosti bistveno izboljša žilje in seveda ugodno deluje tudi na ta način na ledvice. To je tisto, na kar moramo vedno znova misliti. Sedeči način življenja je škodljiv, prenažiranje ali pa ta hitra prehrana je škodljiva za naše žile. Ne smemo pozabiti še na eno stvar, in to je to današnje hektično življenje, ko nas preganja skozi čas. Vzeti si je treba čas, treba je delati razne sprostitvene aktivnosti, med katerimi spada nenazadnje tudi redna telesna dejavnost. Ve se, da taka dejavnost izboljša tudi naše psihično stanje, redna telesna dejavnost izboljša spanje. Spanje je pa neposredno, slabo spanje pa neposredno spet povezano in po eni strani z depresijami in po drugi strani tudi z slabšanjem oziroma z ogrožanjem našega srca. Gre za to, da če bomo se teh temeljnih in relativno enostavnih principov, pozabil sem seveda omeniti tudi kajenje, če se bomo tega držali, bomo lahko marsikatero težavo preprečili, odnosno jo prestavili globoko v prihodnost in v zrelo starost, se pravi tam 80+. Toliko, hvala lepa. Hvala lepa, predsednik. Jaz bi rad še povedal, da bodo vsi najprej uvodničarji povedali svoje, potem pa bomo imeli čas za vprašanje, lahko jih boste postavili direktno ali pa jih zapišite v chat.
Naslednji naš sogovorec je docent dr. Andrej Škobrne, predsednik nefrološkega društva Slovenije, sicer pa je zaposlen v UKC-ju Ljubljana. Izvolite. Ja, hvala lepa. Jaz bi vse predstavnike medijev lepo pozdravil v imenu Slovenskega nefrološkega društva, ki združuje vse nefrologe in nefrologinje v Sloveniji. Hvala, ker ste se udeležili te tiskovne konference. Moja naloga bi bila, da vam poskušam razložiti, zakaj so ledvice za telo tako pomembne, kajti iz tega se bo dalo razumeti, zakaj so ledvične bolezni tudi tako škodljive. Dajmo razmisliti, kako se je življenje začelo. To bo najboljša prispodoba za to, kaj ledvice počnejo. Življenje se je začelo v morju z majhnimi organizmi, ki so bili zgolj eno celico veliki, in morje je idealno za življenje, ker ima konstantno sestavo elektrolitov, natrija, kalija in tako naprej, in to celice nujno potrebujejo. Celice nujno potrebujejo eno stabilno tekočino, da preživijo. Tako da smo mi prišli na kopno kot življenje, smo si mogli ustvariti notranje morje. In tudi v nas celice oblivajo tekočina, ki je v bistvu na nek način podobna morju, nima identične sestave, ampak predvsem mora biti konstantna in zelo vsebnosti vseh snovi, kot so natrij in kalij, mora biti zelo pravilno nameščene, in glavna naloga ledvice je, da prav to ustvarja, se pravi skrbi in ustvarja to, recimo temu, notranje morje. Tako da ni presenetljivo, da če je kaj z ledvicami narobe, če pač je prisotna ledvična bolezen, če ledvice ne delujejo več normalno, da v bistvu v principu pravzaprav trpi celo telo. Vse celice, vsa tkiva, vsi organi. Jaz bi to situacijo pravzaprav, bom rekel, na ta način predstavil, da bolniki z ledvičnimi boleznimi se pravzaprav pospešeno starajo. Te težave in zapleti, ki bi se sicer pojavili kasneje v življenju, se pojavljajo bistveno prej, in zato tudi bolniki z ledvičnimi boleznimi bistveno krajše živijo kot njihovi vrstniki in bistveno prej doživljajo razne zaplete, ki jih povezujemo s starostjo, predvsem bolezni srca in ožilja, pa ne samo to, tudi več je raka pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo, hujših okužb in tako naprej. To je osnovni problem ledvičnih bolezni, je v bistvu ta vpliv na telo in to pospešeno staranje, bi rekel. Drug problem je, da ledvične bolezni pravzaprav ne povzročajo zelo veliko težav, dokler ni praktično, skoraj da bi rekel, prepozno za zdravljenje. To so torej te bolezni, ta ledvične bolezni so torej tihe, kot se temu reče, tihi ubijalci, kot to rečemo tudi za povišan krvni tlak, kot tudi za sladkorno bolezen. Se pravi, to je bolezen, ki jo moramo aktivno iskati. Se pravi, iskati pri ljudeh, ki še nimajo težav, kar v Sloveniji počnemo zdaj večinoma v referenčnih ambulantah. Zato je pomembno, da povemo vsem Slovencem in Slovenkam, da se odzovejo na ta vabila, da preverimo, kaj se z njimi dogaja, tudi z ledvicami, in da iščemo te glavne stvari, ki pravzaprav ledvico poškodujejo. Tukaj je potrebno izpostaviti povišan krvni tlak in pa seveda sladkorno bolezen, ki je zelo pogost povzročitelj ledvične bolezni. Približno tretjina bolnikov s kronično ledvično boleznijo ima sladkorno bolezen, in obratno, približno tretjina bolnikov s sladkorno boleznijo, celo malo več, ima kronično ledvično bolezen. Tako da promoviramo aktivno testiranje pri osebah s povišanim krvnim tlakom, sladkorno boleznijo, znanimi srčno-žilnimi boleznimi, pa tudi pri osebah, ki imajo koga v družini z ledvično boleznijo, kajti ledvične bolezni se tudi genetsko prenašajo, in pri osebah, ki so jim kadarkoli v življenju rekli že, da imajo neko težavo z ledvicami. Tudi to je pomembno izpostaviti. Tako kot je rekel primarij Cevc, srce in ledvice zelo močno sodelujeta, brez dobrega srčnega dela tudi ledvice ne morejo delovati in obratno. Zato imamo danes skupaj to tiskovno konferenco in pomen odkrivanja ledvičnih bolezni je to, da imamo v zadnjem času vedno več zdravil na voljo, ki zdravijo ledvične bolezni, ki upočasnjujejo odpovedovanje ledvic, s čimer dobesedno zmanjšujemo in srčno-žilne zaplete in lahko rečemo tudi pravzaprav podaljšujemo življenje. Kajti slabše, ko ledvice delujejo, hitreje se telo stara, če uspemo preprečiti to poslabševanje, uspemo preprečiti tudi to pospešeno staranje in bi rekel, dobesedno podaljšujemo življenje. Tako da zelo sem vesel, da imamo možnost o tem spregovoriti, kajti pomembno je, da spravimo to informacijo ven,
med ljudi, da ledvične bolezni so pogoste, kar 10% odraslega prebivalstva v Sloveniji ne bi imelo kronično ledvično bolezen, so problematične, ker močno vplivajo na celotno telo, še posebej na srce in žile, in pa moramo jih aktivno iskati, drugače ne bomo prepoznali bolnikov z ledvično boleznijo. Namreč trenutno se ocenjuje, da tam 80 do 90% ljudi, ki imajo ledvično bolezen, sploh ne vejo, da imajo to težavo. Tako da toliko v mojem imenu, več seveda boste si lahko prebrali tudi v sporočilu za javnost, ki ga boste prejeli. Še enkrat hvala organizatorjem za to tiskovno konferenco in pa, kot je bilo že omenjeno, na koncu bo seveda možnost za vprašanja, če bo kdo želel karkoli vprašati. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima zdaj tretji današnji predsednik. Vsi govorci so predsedniki. In to je Milan Ostrc, predsednik Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije. Milan, izvoli. Hvala lepa, lep dober dan vsem vam prisotnim. Dejansko kot predsednik zveze nekako želim vse vas nagovoriti, dati vam tudi mogoče neke podatke, kar se tiče članstva, tudi neke letnice navajate, pa tudi recimo samo udeležbo pri Svetovnem dnevu ledvic. Mogoče za začetek v slovenskem prostoru oziroma v 21 dializnih centrih se trenutno nahaja oziroma se trenutno dializira 1534 bolnikov. To vsi verjetno veste ali pa ne veste, da je pravzaprav dializa za dializne bolnike potrebna 3-krat na teden. Imamo 795 transplantiranih ledvičnih bolnikov in pa 89 bolnikov, ki so na peritonealni dializi, to je trebušna dializa. Nekako je zveza oziroma prvo društvo ledvičnih bolnikov je bilo ustanovljeno leta 1978 v Slovenj Gradcu, takoj za tistim tudi v Ljubljani. Leta 1989 je bila ustanovljena zveza, ki je nekoč sestavljala 15-16 društev. Nekako so se društva menjavala oziroma so se ukinjala in na novo ustanavljala. Trenutno v Sloveniji imamo 13 lokalnih društev, ki združujejo okrog 1600 članov. Na same zvezni ravni delamo predvsem zdravstveni del, tako ali tako upravljajo recimo zdravstveni delavci. Naš namen ali pa recimo delo zveze pa vseh lokalnih društev oziroma povezave zveze in lokalna društva je pravzaprav ta socialni del dviga kvalitete življenja ledvičnih bolnikov. Tako imamo na zvezni ravni 5 programov in pa na lokalni ravni 6 programov. Nekako na ta način pravzaprav vabimo naše člane, da prihajajo na neka srečanja, tudi rekreacija je en del, zelo pomemben del pri ledvičnih bolnikih in pri dializnih bolnikih in pri transplantiranih bolnikih, tako da nekako skrbimo za ta del. V tem delu je pravzaprav eden od dogodkov Svetovni dan ledvic oziroma tudi dan transplantacije, to je vsako drugo soboto v oktobru. Ob Svetovnem dnevu ledvice mi kot lokalna društva v svojih sredinah oziroma na svojih področjih klapljamo in ustvarjamo infotočke oziroma pripravljamo infotočke, nekako po celem slovenskem prostoru. Kar se tiče recimo infotočk, pa tega lahko preberete na spletni strani za zdravje Svetovni dan ledvic. Z dr. Škobernetom smo pravzaprav nekako tudi v organizacijskem odboru tega Svetovnega dneva ledvic in te zadeve potekajo koordinirano. Mislim, da sodeluje letos sicer mogoče malo manjšem obsegu, ampak ponovadi sodelujejo okrog 85 organizacij, to pomeni bolnišnice, zdravstvene domove in pa 13 lokalnih društev. Na nek način smo bili malo okrnjeni zadnji 3 leta, kar se tiče nekih druženj, kar se tiče teh nekih infotočk, kar se tiče tudi nagovarjanja ljudi
trgovskih centrih. Zavedati se moramo, da so ledvični bolniki pravzaprav ranljiva skupina in da dejansko mislim, da ni imelo smisla nekako izzivati usodo ali pa se recimo na nek način izpostavljati. Mislim, da sem nekako recimo mogoče še naveden ta del, ki je tudi verjetno pomemben, od okrog 120 transplantacij v slovenskem prostoru, jih je 70 transplantiranih ledvic, mislim, da je bilo src 23 v lanskem letu, tako da tudi v času COVID-a so pravzaprav te transplantacije potekale dokaj v redu, ni bilo nekega izpada. Pravim, zdaj, če se pa posvetimo še svetovnemu dnevu ledvic, naš namen oziroma namen naših bolnikov je pa pravzaprav, da vse naključne, mimoidoče opozorijo, da je ledvična bolezen tiha bolezen, da dejansko recimo izkušnje, ki nam kažejo, ko nekoga naključnega vprašaš, kaj je pa pravzaprav delo ledvic, ne vedo povedati, da recimo ledvice prečrpajo 200 litrov krvi na dan in da pravzaprav iz telesa izločajo vse te strupene stvari. Večina jih odgovori, ja, ledvice pa delajo zato, da odvajamo urin. Tako da mislim, da je ta svetovni dan ledvic zelo pomemben za širšo javnost, kot je prej dr. Škoberne pravil, velika večina ljudi oziroma ledvičnih bolnikov pravzaprav ne ve, da imajo ledvično bolnikov, niso pozorni na te znake in to je eden od teh tudi razlogov, zakaj pa pravzaprav obeleževanje svetovnega dneva ledvic. Hvala lepa. Hvala, Milan. In zdaj še četrti predsednik, Robert Graton, Zveza društev diabetikov Slovenije. Izvoli, Robert. Hvala za besedo. Najprej lep pozdrav vsem v mojem imenu in imenu Zveze društev diabetikov Slovenije. Ljudje z osebe s sladkorno boleznijo so se že leta 1956 začeli združevati v društva in istega leta so ustanovili tudi zvezo. Zveza trenutno zajema 39 društev po celi Sloveniji. Ima kar nekaj aktivnosti, mogoče par najbolj pomembnih. Smo člani tudi državnega programa za oskrbo s sladkorno boleznijo. Izvajamo šolska tekmovanja o znanju sladkorne bolezni v osnovnih in srednjih šolah, kar je unikum v svetu, nikjer drugje tega ne izvajajo. Ena zadnjih akcij, ki jih izvajamo, je hashtag Darujem kilometre, katera je pač spodbuda za vse k gibanju. Več o samem delovanju zveze mogoče v sami, kot boste dobili na koncu informacijo za javnost. Jaz bi se mogoče malo navezal na to, kar sta dr. Škoberne pa dr. Cevc povedala. Sladkorna bolezen, ali pa glavni problem sladkorne bolezni je, da ne boli. In zato tudi preteče tudi včasih kar nekaj let, preden ljudje ugotovijo, da imajo sladkorno bolezen ali pa da jim ugotovijo. Morate vedeti, da v Sloveniji se zdravi 135.000 ljudi za sladkorno boleznijo. Po zadnjih podatkih, ki jih imamo od NIJZ-ja, imamo v Sloveniji okrog 90.000 ljudi, ki ima sladkorno bolezen, pa tega ne ve. In zveza se tudi skupaj z ostalimi deležniki skuša ugotoviti ali pa najti te ljudi, ki imajo sladkorno bolezen, pa se ne zdravijo. Zakaj je to pomembno? Čim bolj zgodnje zdravljenje sladkorne bolezni seveda pripomore k manjšim zapletom pri sladkorni bolezni ali pa jih potisne dlje v čas. Ko sta že oba sogovornika bolj strokovno, kot jaz to povedala, ampak posledice neurejene sladkorne bolezni so lahko zelo hude. Izguba vida, spravi očesna retinopatija. Druga je odpoved ledvic. Kot je dr. Škoberne povedal, 30% ljudi oziroma oseb s sladkorno boleznijo boleha tudi za boleznijo ledvic. Ravno tako neurejena sladkorna bolezen
pripomore k poslabšanju srca in ožilja. Imamo pa pol še diabetično stopalo, kjer so tudi lahko posledice hude. Zato je urejena sladkorna bolezen pomembna pri preprečevanju posledic, to je seveda tudi ledvičnih bolezni. Tukaj se seveda trudimo skupaj z ostalimi organizacijami, da čim več storimo na ozaveščanju ljudi, kajti menim, da delo društev oziroma zvez je to, da ozavešča ljudi o problemih, ki nastanejo pri samih boleznih, kot tudi pri preprečevanju teh bolezni. Problem seveda je nastane tudi v zdravstveni blagajni, kajti morate vedeti, da sladkorni bolnik ponavadi nima samo sladkorne bolezni, ampak ima vsaj še eno ali dve druge bolezni, neurejen, ima pa še lahko seveda za posledico tako ledvično probleme z ledvicami, srcem in pa z očmi. Informacije, če bi kdo še karkoli želel, pa seveda pol dobrodošla vprašanja. Jaz bi na kratko tole, pa hvala lepa za priložnost. Hvala še četrtemu sogovorniku in seveda hvala vsem še enkrat. Kot sem prej napovedal, je zdaj beseda vaša. Vsi udeleženci, kakršnokoli vprašanje je povezano z današnjo temo ali v chat. Eno vprašanje vidimo. Pozdravljeni, zakaj ni bolj dostopno omogočeno testiranje za bolezen ledvic, da bi pravočasno odkrili ledvične bolnike? Torej, zakaj ni bolj dostopno to testiranje in kako to sploh gleda? Mogoče doktor Škobrne? Ja, predvidevam, da je to za mene vprašanje. Ja, zdaj v bistvu testiranje za bolezen ledvice je v bistvu zelo enostavno. Potreben je pregled krvi, kjer se določi nekaj, čemu rečemo serumski kreatinin, in potrebna je analiza urina, pregled urina. To sta dve preiskavi, ki sta dostopni v vsaki zdravstveni ustanovi praktično v Sloveniji. Se pravi, v vseh zdravstvenih domovih, v vseh bolnišnicah, povsod. Tako da dostop do preiskav ni omejen, ampak je dostopen vsakmu. Tako da ni problem v tem, da ne bi mogel se človek testirati. Problem je, da ljudje nimajo informacije, da bi bilo dobro, da bi se testirali. In nimajo informacije, recimo, da nekdo, ki ima sladkorno bolezen, ima lahko tudi ledvično bolezen. Nekateri seveda to vejo, ampak nekateri pa tudi ne vejo. Tako da najbolj mogoče problematična skupina so tisti, ki sploh ne vejo niti, da imajo sladkorno bolezen, niti, da imajo povišan krvni tlak, niti, da imajo ob tem ledvično bolezen. Tako da tukaj je na nek način velika vrednost referenčnih ambulant, skratka, da ljudje se zglasijo na to, da pridejo pravzaprav na te presejalne programe. Vsej podobno je na nek način z rakom. Problem zgodnjega odkrivanja raka je, da v zgodnji fazi rak ne boli. Tako kot je rekel gospod Graton, problem sladkorne bolezni je, da ne boli. Problem kronične ledvične bolezni je tudi, da ne boli. Recimo za revmo ni potrebno napraviti presejalnega programa. Revme ni treba aktivno iskati, recimo temu, ker pač ljudi boli in sami od sebe pridejo. Te bolezni, ki pa jih mi danes omenjamo, te je pa treba aktivno iskati. In presejalne preiskave so na voljo v vsakem zdravstvenem domu. Ja, hvala. Zdaj, če razumemo, preprosto poziv ljudem, pojdite k zdravniku in prosite za to preiskavo. Zdaj pa imamo naslednjo vprašanje tule. Na koliko let naj bi pregledali ledvično funkcijo ter kreatinin in sečnino v krvi? Ja, to je zdaj odvisno od tega, ali ste povsem zdrav človek ali imate kakšno od bolezni, ki rade prizadenejo ledvice. Se pravi, če imate povišan krvni tlak ali sladkorno bolezen, če omenim dve, ki sta najpogosteje povezani s kronično ledvično boleznijo, se priporoča, da se testira stanje ledvic enkrat letno. Ko že imate ledvično bolezen, potem seveda je lahko testiranje pogostejše. Recimo, če povem drugo skrajnost, ko je nekdo
bom rekel, tik pred dializo, da tako rečem, ko so ledvice že skoraj da čisto na koncu, ljudi pregledujemo enkrat mesečno. Ampak za ljudi, ki še nimajo ledvične bolezni in ki imajo povišen krvni tlak ali sladkorno bolezen ali srčno-žilno bolezen, tam se priporoča pa enkrat letno testiranje. Hvala lepa. Imamo še vprašanja, ki smo jih dobili na društvo, in sicer, ali nastajanje ledvičnih kamnov vpliva na pešanje ledvic oziroma na ledvično odpoved? Ja, res je, tudi ledvični kamni so ena bolezen, ki vodi lahko v kronično ledvično bolezen. Tam kakšna petina bolnikov z ledvičnimi kamni, ki jih mi vidimo, ima tudi kronično ledvično bolezen. Ob tem običajno se ta pojav predvsem pri osebah, ki imajo veliko težav s kamni. Skratka, veliko ponovitev kamnov, veliko napadov, več uroloških posegov potrebnih, se pravi tisti s hujšo obliko bolezni, s hujšo obliko ledvičnih kamnov, imajo vsekakor precej veliko verjetnost, da bojo tudi zaradi kamnov prišlo do kronične ledvične bolezni. Hvala lepa. Še eno vprašanje imam tule, in sicer, kdaj vemo, da so ledvice vzrok visokega krvnega tlaka? To vemo takrat, ko testiramo, ali je prisotna ledvična bolezen, torej vzamemo kri za serumski kreatinin, ta nam pove, koliko ledvice delujejo. Iz serumskega kreatinina se s posebno formulo preračuna ena mera ledvičnega delovanja, ki rečemo ocenjena glomerulna filtracija ali OGF, in ta nam pove, koliko ledvice delujejo. Druga stvar je pa, da pregledamo urin in predvsem, če so beljakovine v urinu, lahko to smatramo v večini primerov za znak poškodbe ledvic. Torej, če je ledvična bolezen prisotna pri nekomu, ki ima povišen krvni tlak, je ta povišen krvni tlak nedvomno vsaj povezan z ledvično boleznijo. Če že ni ledvična bolezen tudi glavni vzrok, zato je pa vsaj dodaten vzrok, ki je pomemben. Hvala lepa. Ja, tale vprašanje smo dobili na društvo. Ja, je še kakšno vprašanje prisotnih? V chatu ne vidim, roke ni dvignil nihče. Rad bi sicer, da se opogumite, povedal še tole, to bo tudi na zadnjem delu sporočila za javnosti napisano. Naše društvo ima posvetovalnico za srce v Ljubljani. In do konca meseca bomo imeli posebno aktivnost povezano z ledvicami. Zato vabimo ljudi, da se pokličejo po telefonu, dobijo svoj termin in da bodo lahko tudi dobili svetovanje, izmerili se nekatere dejavnike in dobili tudi lističe za kontrolo urina doma. Skratka, naše društvo želi tudi preko svoje posvetovalnice povečevati ozaveščenost in prispevati nekaj k temu, da bo več ljudi poznalo, vedelo, da je pametno, da se kakšen kazalec tudi pomeri. No in še eno vprašanje imam tule. Katera vrednost OGF je tista, ki je že nevarna? To pa že malo bolj specifično vprašanje. Ja, to je specifično, ampak dobro vprašanje. Skratka, pod 60 ml na minuto se šteje, da je ledvično delovanje že toliko slabše, da se že pozna na telesu. Zdaj je pa potrebno poudariti, da z leti se v bistvu ledvično delovanje poslabšuje tudi zgolj zaradi staranja, če tako rečem. Tako da v bistvu pri osebah nad 65, nad 70 let je pogosto, da pride ledvično delovanje že pod 60. Torej pri starejših osebah nad 65-70 bi verjetno prava meja morala biti nekje bliže 45 ml na minuto, ampak zaenkrat še uradna meja je 60 ml na minuto. Hvala lepa. Odgovori so bili, vsaj kot jih jaz razumem, zelo izčrpni in natančni, tako da upam, da so zadovoljni tisti, ki so jih postavili.
Želi še kdo kakšno vprašanje postaviti? Ni nobenih vprašanj več. Potem mi dovolite, najprej, da se zahvalim vsem, ki ste sodelovali na naši skupni novinarski konferenci. Seveda posebno hvala govorcem, ki so zelo jasno povedali problematiko in odgovorili na postavljena vprašanja. Hvala vsem, ki boste kakorkoli preko medijev, v društvih, v osebnih kontaktih širili zavedanje o pomembnosti ali pa pomenu zdravja ledvic, srca, o obvladovanju sladkorne bolezni, o preventivi vsakega, ki ga na neko vižo rešimo, ki se mu odloži kakšno bolezensko stanje za kakšno leto v prihodnost. To je dobro, to je naše poslanstvo. Dobili boste izjavo za javnosti, o katerih sem jo napovedal. Tam so navedeni kontakti vseh 4 govorcev, če bo kakšno vprašanje povezano s konferenco ali pa kdaj drugič, prijazno vabljeni in seveda prijazno vabljeni v našo posvetovalnico za srce in kadarkoli tudi na naše medije, kot je spletna stran, Facebook, vse to, kar boste videli pod imenom Za srce, kot mi nastopamo. Skratka, še enkrat preverim, če je kakšno vprašanje, ni ga, tudi nihče ni izrazil pripravljenosti oziroma želja, da bi še kaj vprašal. Preprosto zaključujem našo novinarsko konferenco in še enkrat hvala vsem, ki ste bili z nami. Hvala in nasvidenje. Hvala lepa. Hvala lepa in lep pozdrav iz Prekmurja. Hvala. Hvala. Meloman, no meeting, Maja Velasia. Lea Mehmet, Matti Hase, meeting, Loponovilo, Ostastende, en meeting,